Jaz poudarjam, da je pri tej odločitvi Ustavnega sodišča treba pogledati tudi na odgovornost. In sicer odgovornost, kako se prvič pripravljajo predpisi v vladi Alenke Bratušek in na drugi strani tudi, kako se sprejemajo ti predpisi, še posebej zaradi tega, ker se vse pripombe, vse predloge opozicije, vključno Slovensko demokratsko stranko, dejansko zavračajo na aroganten način tudi strani predstavnikov vlade Alenke Bratušek in seveda tudi z ostalih strani. Zaradi tega bi želel še enkrat povedati, da se sistemske zakone ne sprejema po nujnem postopku. Poleg tega bi morale nekatere službe v vladi, kot je na primer služba vlade za zakonodajo, kot je na primer pravna služba Ministrstva za finance, vsekakor pogledati takšno zakonodajo tudi z ustavnega vidika, ne nazadnje tudi zakonodajno-pravna služba Državnega zbora dati večji poudarek na to, ali je takšen zakon, ki vpliva na vse državljane in državljanke, v skladu z ustavo ali ni v skladu z ustavo. Kot smo videli, ni v skladu z ustavo in to s številnimi določbami, ki se nanašajo tako na davčno osnovo, kar pomeni, da je davčna osnova, kot je bilo poudarjeno, netransparentna, zaradi tega, ker enostavno ni določena z zakonom in je v nasprotju s 147. členom ustave, kot je določilo Ustavno sodišče. V povezavi z davčno osnovo je Slovenska demokratska stranka povedala, da davčni zavezanci nimajo učinkovite pravice do pritožbe. Takšen amandma je bil z vso aroganco zavrnjen strani predstavnic oziroma predstavnikov vlade. Tudi ko smo govorili o tem, da občine ne bodo mogle izvajati svojih pravic do ljudi, ki živijo v teh občin, da ne bodo mogle izpolnjevati ustavnih zadev, ki jih imajo v skladu z ustavo, smo bili zavrnjeni. Zaradi tega seveda mislim, da bi bilo dejansko potreben premislek. Poleg tega, da seveda predsednica vlade odstopi, premislek tudi, kaj lahko naredijo vse te službe, da ne bo do takih primerov dejansko prihajalo v prihodnosti. Glede na to, da smo v Slovenski demokratski stranki od vsega začetka menili, da ima ta zakon elemente neustavnosti, smo zakon v celotnem postopku obstruirali. Nismo sodelovali pri odločanju o tem zakonu. Dejansko nam Poslovnik Državnega zbora daje to možnost in to je, bom rekel, neka najvišja možnost, ki jo imajo poslanci in poslanke, da nasprotujejo nekemu zakonu. Ne, da glasujejo proti, ampak da v bistvu zapustijo dvorano, ko se o takem zakonu odloča. In mi smo dejansko to naredili, zato ker smo vedeli, da je ogromno, poglejte, samo Ustavno sodišče je navedlo 5-6 členov ustave in v nasprotju je zakon s temi členi ustave. Zato bi v prihodnje svetoval katerikoli vladi, da se dejansko da večji poudarek pravu, ustavnemu pravu, še posebej, če gre za davčno materijo, ker z davčno materijo se dejansko pridobiva dohodke od ljudi in seveda zmanjšuje dohodke teh ljudi. In to bi bilo treba seveda tukaj upoštevati. Jaz mislim, da glede tega zakona v celoti nosi odgovornost Alenka Bratušek in vlada Alenke Bratušek, kakor tudi seveda Desus, Socialni demokrati, Državljanska lista, Pozitivna Slovenija, kajti pač njihovi predstavniki so v stališčih strank in tudi posamezniki podprli ta zakon in tudi glasovali o tem zakonu. Jaz mislim, da je treba v državi narediti razmislek o tem, kako bodo delovale tudi javne finance. Treba je zaustaviti zadolževanje,
ki gre v stratosferne sfere in treba je seveda se umiriti in pogledati, kje se dejansko da privarčevati. No, vse zadnje bo manko ob prevelikem trošenju državnega proračuna oziroma javnih financ sedaj šel proti milijarde evrov na začetku leta 2014 in to je neizprejemljivo z zavezami, ki smo jih dali Evropski komisiji in z zavezami, ki smo jih dali sami sebi in ki jih je Alenka Bratušek dala sama sebi. In to je seveda ta ustavna odločba tudi dejansko izpodbija vse besede, ki jih je izjavila v Državnem zboru in ki so jih izjavljali navsezadnje tudi predstavniki vlade in promotorji tega zakona. Ta zakon je bil že na svojem začetku obsojen na neuspeh oziroma na propad.